hkrati gre SLS na županske volitve, nazadnje je bila med strankami najbolj močna in zmagovalka? No, v tem trenutku nekaj časa še je do srede, da dobimo dokončne podatke, ampak v tem trenutku imamo 89 kandidatk in kandidatov evidentiranih, tako da pričakujemo, da bomo glede na rezultate prejšnjih volitev, da bomo vsaj ponovili rezultat, če ne še pridobili kakšnega županskega kandidata oziroma župana ali županjo več. Lahko poveste kakšno zveneče ime, tudi v mestnih občinah, ki so bolj pomembne, če tako pogledamo? No, prav gotovo ostaja v Celju zveneče ime Bojan Šrut, medtem ko v ostalih v mestnih občinah se še nekaj pogovarjamo, tako da še ni vse znano. Kaj pa recimo od teh, ki so sedaj, koliko jih bo ponovilo mandat? Praviloma vsi aktualni župani Slovenske ljudske stranke bodo šli v kandidaturo za novi županski mandat. Razen mi imamo nekaj primerov, kjer se pa upokojujejo, tam pa zopet imamo druge rešitve pripravljene. Lahko poveste kakšne? No, recimo takšen primer je ravno Šmarje pri Jelšah, Vojnik, kolikor je meni poznano, ampak tam se tudi pripravlja rešitve, tako da bomo na koncu videli, kakšni bodo rezultati. Stranka SMC absolutno zmagovalka teh volitev, bi lahko ogrozila na lokalnih volitvah vaše kandidate, sicer šele postavljajo svojo mrežo, imajo težave, tudi to smo že v javnosti videli, ali lahko ogrozi vaše kandidate? No, pogledajte, v primeru državnozborskih volitev in pa v primeru lokalnih volitev velja čisto druga logika in to se je že večkrat pokazalo in jaz sem prepričan, da ne gre iskati zaključkov na osnovi državnozborskih volitev, da bodo tudi lokalne volitve takšne. Mi smo prepričani, da bo Slovenska ljudska stranka zmagovalka po številu župan in pa tudi nekje v vrhu po številu občinskih svetnic in svetnikov. Še to, koliko denarja boste dali za kampanjo? Vsekakor se bomo držali v okviru tistih zakonsko predpisanih omejitev in ste šli čim bolj racionalno in tudi v finančnem smislu skromno kampanjo.